Slovenija je vinorodna dežela, dežela veselih in družabnih ljudi. Žal pa sta veselje in družba v veliki meri odvisna od alkohola, brez katerega Slovenci pogosto ne znamo. Po statističnih podatkih smo namreč v samem evropskem in svetovnem vrhu po popitem alkoholu na prebivalca. Zadnji podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je v letu 2015 registrirana poraba alkohola znašala 11,5 litra čistega alkohola na prebivalca starejšega od 15 let. To nas uvršča med prvih 5 držav v Evropi. Na Inštitutu za javno zdravje menijo, da je težava predvsem v dostopnosti alkohola in tolerantnosti družbe do tega. V letu 2015 je povprečen Slovenec, starejši od 15 let, spil 114,6 litra piva, 44,5 litra vina in 2,2 litra žganih pijač. Številke pa, verjeli ali ne, iz leta v leto naraščajo. Strokovnjaki še danes točno ne vedo vzrokov, zakaj lahko nekateri hitro postanejo odvisniki in zakaj so na drugi strani ljudje, ki leta posegajo po alkoholu in ne postanejo odvisni. Naš sogovornik, pisatelj in dramatik, danes odkrito spregovori o tem, kako se je pred 43 leti soočil z odvisnostjo. Ne, to je družbena navada. Zdaj, ko se otrok rodi, bo oče povabil kolege na pijačo in mogoče bodo 2 dni in 3 noči pili. Ne? Ko se poroči, pri nas so pravzaprav vsi družabni dogodki, na čemer se ni kaj za zgražati, povezani z alkoholom. Mogoče malo preveč. Ob tem je izpostavil tudi prevladujočo veroizpoved v Sloveniji, ki v Svetem pismu pogosto omenja vino in nam že po tej plati pitje približa kot nekaj vsakdanjega. Stik z alkoholom je odvisen od številnih dejavnikov, tudi od geografskega področja. Mnogi zanikajo in si odvisnosti ne priznajo, čeprav sami v sebi točno vedo, kaj jih pesti. Jaz sem prepričan, da vsak odvisnik recimo zelo točno ve, da je že bolnik. Ne poznam pa bolezni, ki bi jo ljudje tako tajili ali si je hoteli odmisliti. Če si nekdo zlomi nogo, ve, da potrebuje zdravnikovo pomoč. Če se zgodi neka kislina v želodcu, ve, da potrebuje pomoč. Samo alkoholik reče, lahko bom nehal, kadar bom jaz hotel. Ne boste me vi komandirali. To imam vse pod kontrolo, si ne prizna. Ne poznam bolnika, ki bi bolj manipuliral, kje si skrivajo ta alkohol, kaj si špricajo v usta, da ne bi smrdeli. V naši družbi se je alkohol tako zakoreninil, da se nam zdi nekaj povsem normalnega in se njegovih nevarnosti ne zavedamo dovolj. Mimoidoče smo povprašali, ali si kdaj privoščijo kozarec ali 2. Kakšen kozarček pri dobrega vina pri kosilu, to pa mislim, da ni nič narobe. Ne? Je pa seveda potrebno paziti, sploh če se voziš potem, pa, da ne pretiravaš, no? Da ne delaš problemov sebi in drugim. Sigurno ob kakšnih priložnostih, rojstni dnevi, kakšni zaključki šole, to je pač, ampak res tisto priložnostno. Kozarček 2, ja, več pa ne. Privoščim. Vino ni alkohol, vino je hrana. Ja, včasih ja, kak je kozarček ali 2, več pa ne. Ja, včasih ja, samo ne tako pogosto. Redko. Ne, nikoli. Samo občasno v kakšnih priložnostih ali kaj. Možda kaki šampanjec, da zdravimo, drugače pa ne. Sploh ne. Seveda si ga privoščim. Nobenega si ne privoščim. Sem antialkoholik, ampak ne pijem. Ne. Pivo, ja, pivo, vino ne. Po mnenju Partliča, ki iskreno javno govori o svoji nekdanji odvisnosti, je treba biti tudi kot družinski član ali prijatelj odločen pri dejanjih spodbujanja zdravljenja posameznika. Pomilovanje alkoholika ni zaželeno, saj ne prinaša želenih učinkov, prej nasprotno. Jaz mislim, da je prva stopnica, da se ti lahko popraviš, je, ko si priznaš, da si to. V mojem času, ko se je pojavil Rugl, so me opozarjali, to ne, samo ne idi se zdraviti. Tam ti zlomijo hrbtenico, te zlomijo, ti moraš tam klicati, jaz sem alkoholik. Ja pa porka fiks, ja, saj si se prišel zdraviti proti tej bolezni. Zdaj boš pa ti trdil, da je nimaš. Torej, prvo se mi zdi soočenje. Čeprav sem slišal zdaj osupljivo podatek, da se nekateri zdravijo do 3-krat, pa so tudi uspešni 3-tič.
Jaz sem prvič, hvala Bogu, ker se mi zdi, moraš razčistiti, en gre za zmeraj. Sem rekel, tu se ne da malo piti, če si odvisen. Ljudje abstinirajo, gospodična, 15 let. Sem sam poznal človeka, je hodil v planine za to, da bi živel zdravo. Je padel, je bil v nezavesti, so mu dali iz čutarice šnops. Čez 2 meseca je po 15 letih bil zopet na zdravljenju. Družba ne bi smela s težavo sprejemati posameznikov, ki so odvisnost premagali. Mnogi si namreč z odvisnostjo ustvarijo pečat, ki jih spremlja pri vseh pomembnih korakih v življenju, kot je recimo iskanje službe. Družine se nemalokrat sramujejo, če se družinski član zdravi odvisnosti od alkohola. Pomembno je, da se zavedamo tega, kaj odvisnost prinaša. Alkohol je prav tako kot tobak povzročitelj rakavih obolenj in številnih bolezni. Po statističnih podatkih v Sloveniji vsak dan zaradi vzrokov, ki jih lahko neposredno pripišemo alkoholu, umreta 2 osebi. Govorimo o alkoholnih boleznih jeter, alkoholnemu gastritisu in fetalnem alkoholnem sindromu. Če bi temu prišteli še smrti zaradi prometnih nezgod, bi bila številka še višja. Zato raje recimo alkoholu ne.